tle imamo, jaz mu rečem tako, kot je ime temule človečku, beli skarabej, in že skarabej sam po sebi je v bistvu en tak hrošček. In ideja je bila v bistvu na začetku, da je to kot ta spodnji del, kot ena olupljena pomaranča, in da tale človeček se skriva je doma v tej pomaranči noter. Zdaj lahko je to kot en črv, lahko je kot, ne vem, en tak škratek, nagajiv kot je sam, narejen je pa iz satin taft svile. Kako se reče temu postopku? To je prenos krojev na blago. Na tem kroju imamo že označeno osnovo, pomen smer niti imamo in dodatke za šive so že vse tu dodani, tako da bomo ta kroj mi kar položili gor, pazili bomo na smer niti, katera mora biti usporedna. Smer niti mi lahko poveste? Smer niti, pomen te teče usporedno dol, tako je tudi blago nastane, to je osnova pa votek, in za osnovo mora iti smer kroja dol. Da bomo lažje mi to izdelali, pomen bomo kroj si malo obtežili gor in bomo obrisali, potem bomo pa ročno razrezali. Fiksiramo pa z buckami, da se nam kroj ne premika. Bomo kroj odmaknili, ker bomo lažje naredili razrez, da nas ne bo papir motil. Šivi so tak in tak že dodani. 1 centimeter so, zato tudi nismo nič označili. Zdaj pa gremo na sam razrez. Pazimo samo, da režemo po črti lepo, ravno. Ti si najprej začela plesti, že kot majhna, šal? Ja, zelo veliko sem imela svojega pletenja, tako polovrov, vsega, no, v bistvu tako smo delali, da nobenega filma nismo pogledali pred televizijo, da ne bi zraven še takole pletali. Potem si se izobraževala pri nas v Sloveniji, pa tudi nekaj časa v Londonu. Ja. Kje si se vse šolala? Jaz zdaj tako, srednjo šolo sem šla čist gimnazijo naravoslovno, potem fakulteta je bila fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, smer oblikovanja tekstilij in oblačil. Potem je bil pa del podiplomskega študija, je bil pa še v Angliji. Ampak to v bistvu je pa važno oblikovalcem povedati, da ni važno zdaj to, koliko šol narediš, pa kje vse se izobražuješ, ampak je zelo važno, da tebe to delo zelo, zelo zanima in da zelo z radovednostjo pristopaš delo in da veliko tudi sam delaš, kar v bistvu za šolo tudi včasih ni potrebno. No, sedaj se pripravljate na modno revijo, ki je pred vrati. Veliko dela. Ja, to je pa veliko dela z oblačili, ker je prva samostojna, pa veliko dela z organizacijo. Tukaj je v bistvu toliko nekih stvari pride zraven, ki jih niti prej ne pričakuješ in te kar posrkano. Tako da ni majhna stvar v Sloveniji pripraviti samostojno revijo. Kako gre? Malo sem se prejle zašil, ampak mislim, da se da vse rešiti, ne? Da se, ja. Malo bomo razparali, malo polikali, ponovno zašili. Predlagam pa, da tole delo končajo naše mlade mojstrice, ker jaz bom drugače kar ostal tle. Bi bili veseli. Kaj praviš, ljubi? A bo v redu to za jutr? Ljubi. Ja, sem ti pozabila povedati, da naj jo je Jolanda povabila jutr na ono modno revijo od une iz Celja, une modne oblikovalke. No, se veš katere? Zlate? Ja, a bo v redu to za tja? Ja, daj. No. Pa daj, no, ljubi, pa tebe nič ne zanima. Si bedan.